Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja božična obarvana pravljica nam bo ogrela srce in nas popeljala v čarobni svet čudežev. Spoznali bomo Nikija, dečka, ki svojo srčnostjo in darežljivostjo razkriva pravo čarobnost božičnega duha. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mali božiček iz čudežne prodajalnice igrač. Ob rojstvu je bil Niki obdan s toplino in ljubeznijo. In seveda z igračami. Teh mu zares nikoli ni manjkalo. Imel je 3 strice, Ludvika, Hansa in Larsa. Vsem so bili poznani kot bratje Božič in v tistih krajih so veljali za najboljše izdelovalce igrač. Ko je Niki zrasel, je v njihovi prodajalnici začel delati tudi sam. Vedno je bila polna veselih otrok, ki si praznikov brez njihovih najnovejših igrač sploh niso znali predstavljati. Niso pa vedeli, da je bila v kotu prodajalne, skrita za skrivnostnimi vrati, čudežna delavnica. In če bi otrokom uspelo pokukati vanjo, bi videli, da igrače izdeluje stric Hans, da jih stric Ludvik pregleduje, stric Lars pa dopolni s kančkom, kako že se temu reče strokovno? Aha, čarobnosti. Stric Lars jih dopolni še s kančkom čarobnosti. Kajti vsaka igrača izdelana pri njih se je lesketala na prav poseben način, kar je pomenilo, da je vedno našla otroka, za katerega je bila kot nalašč. Zato so otroci tako hrepeneli po njih. A takih igrač si žal niso mogli privoščiti vsi. Še najmanj skupina otrok, ki jih je Niki tu in tam opazil pred njihovo izložbo. Povabil bi jih naj vstopijo, a so vedno stekli proč. Nekega dne pa je sklenil, da jim bo sledil. Takrat je bil ravno božični večer in čeprav so mu strici prigovarjali, naj odide z njimi domov in se pripravi na praznovanje, je Niki raje odšel za otroki. Ti so na lepem izginili v skrivnostno luknjo v zidu, ki je vodila v predor. Pot je osvetljevalo na stotine kozarcev, polnih lesketajočih se kresnic. Sčasoma je Niki prišel do velike sobe. Soba je bila polna otrok, stisnenih drug ob drugega. Niki je spoznal, da je bil to njihov dom. Majhna deklica je stopila preden. Jaz sem Loti. Jaz pa Niki. Zakaj ne pridete v prodajalnico igrač? Zato, ker to ni za nas. Še nikoli nismo imeli igrač. Na ulice gremo samo zato, da bi zaslužili za hrano ali ulovili kresničke. Brez njih bi bila tu spodaj čista tema. Niki ni mogel verjeti, da so otroci živeli v takem pomanjkanju. V tistem trenutku se je zaobljubil, da bo vsakemu od njih, ne, vsakemu otroku v mestu prinesel darilo in ga osrečil, pa čeprav le za en dan. Stekel je nazaj v prodajalnico igrač. Prekinite delo! Stricem je povedal za svoj veliki načrt. Eno igračo? Za vsakega otroka? V eni noči? Strici so se lotili dela. Igrače so začeli izdelovati, pregledovati in jim pridajati kanček čarobnosti s tako hitrostjo, da se je kar kadilo. Niki je vsako igračo zavil in jo dal v vrečo. Vreča je bila kmalu polna, kmalu za njo naslednja, nato še ena. Tedaj je Niki spoznal nekaj nadvse zaskrbljujočega. Počakajte malo, v eni sami noči naj raznosim toliko daril? Ne skrbi, Niki, pomislili smo tudi na to. Predstavljamo ti sani 3000. Naša drobna pozornost zate.
Snovati smo jih začeli nedavno. Z njimi boš lahko letel in v hipu obredal vse hiše v mestu. Ta stvar lahko leti? Kako? No, to zna biti malce zapleteno, Niki, zato nas pozorno poslušaj. Sanji bosta po nočnem nebu vlekla dva krepka severna jelena, ki jo bo dvignil v zrak poseben propeler. Tvoja naloga bo priskrbeti toliko korenja, da jima ga nikoli ne bo zmanjkalo. Kaj ti edino tako boste lahko videla v temi. Če jo ne boš nahranil, jelena ne bosta videla niti svojih kopit. In tudi premaknila se ne bosta nikamor. Z vrečami polnimi igrač je Niki poletel v nebo. Srce mu je igralo od radosti in navdušenja, saj je imel pri sebi darilo za prav vsakega otroka v mestu. Srečno, Niki! Čim prej se vrni. In jelenoma ne pozabi dati koren. Joj mene. Prispel je do prve hiše, vendar je naletel na težavo. In kako naj bi zdaj prišel noter? Horuk! Opa! Tole bo teže, kot sem sprva mislil. Niki sam pri sebi ni mogel verjeti, da ni razmišljal o tem, kako bo prišel v hiše. Le kako naj zdaj dostavi vsa ta darila? Kako naj stopim v hiše? Potreboval bi nekakšno znamenje. Hojla! Hojla! To je bil Lotin glas. Medtem ko je ometala dimnik, se je zagozdila. O, ti si! Kaj pa delaš tam doli? Ometala sem dimnik, da bi kaj zaslužila, vendar sem se zagozdila in zdaj ne morem priti ven. Ježešna, pomagal ti bom. Opa! Niki in Loti sta zgrmela po dimniku navzdol in pristala v kaminu polnem saj. Seveda bi bilo lažje, če bi stopila skozi vrata, pa vendar. Nikiju se je ob tem porodila enkratna zamisel. Že vem, v hiše bova prišla skozi dimnike. Potem, ko sta odložila prvo darilo, sta Niki in Loti zlezla po dimniku navzgor. Igrače bova raznosila rekordno hitro, je rekel Niki. A ko sta prispela na streho, se je Niki nečesa spomnil. O ne, korenje! Severna jelena nista hotela narediti niti koraka. Pozabil sem na korenje, je rekel Niki. Ker jo nisem nahranil, v taki temi nič ne vidita. Moja edina želja je bila usrečiti otroke, pa čeprav samo za en dan. Ni mi uspelo. Jaz pa verjamem vate, Niki. Nekaj gotovo lahko storiva. Mislim, da ne, Loti. Če severna jelena ne vidita poti pred seboj, nama ne moreta pomagati raznašati daril. Ko zunaj saj ne bi bilo tako temno, še svojih kopit ne vidita. Loti je zlezla s strehe in Niki je bil spet čisto sam. Temna noč je postajala še temnejša. Niki ni mogel verjeti, da se je njegov veliki načrt tako izjalovil. Kar naenkrat, kot bi upihnil svečo. Raznositi bi moral še na 1000 daril, severna jelena pa se nista hotela premakniti. Nenadoma je opazil, da se v daljavi nekaj svetlika. In ko se je migetajoča svetloba začela vse bolj bližati, je Niki spoznal, da ti včasih, ko ni nobenega upanja več, luč v temi lahko pomaga najti prijatelj. In takrat se je zgodilo zares nekaj čarobnega. Kresničke! Neverjetno! Zdaj pa vidita pot pred seboj, hitro odrinimo. Spotoma bomo pobrali še naše nove prijatelje. S pomočjo kresnic, ki so osvetljevale noč, so Niki
in njegovi mali pomagači končno lahko dostavili darila, namenjena vsem otrokom v mestu. Nikjev veliki načrt je uspel. Želja se mu je uresničila. Otroci so medtem mirno spali, ne vedoč, da jim bo jutro prineslo čudovito presenečenje. Ko so posijali prvi sončni žarki in so kresnice postajale vse bolj nevidne, je bil čas, da se odpravijo domov. Po varnem pristanku na strehi prodajalnice igrač je Niki stopil v sani in naznanil še eno presenečenje. Da je najlepša in najbolj čarobna darila prihranil za otroke, ki so imeli najlepše in najbolj čarobno srce. V naslednjih nekaj mesecih se je življenje v prodajalnici igrač spet vrnilo v stare tire. Še naprej so jo obiskovali veseli otroci, ki še zmeraj niso vedeli, kaj se dogaja za skrivnostnimi vrati v kotu. Hans je še naprej izdeloval igrače, Ludvik jih je pregledoval, Lars pa jim je pridajal kanček čarobnosti. Niki in njegovi strici so zdaj imeli še večje načrte. Naslednji božič so želeli obdarovati otroke po vsem svetu, ne samo tistih, ki so živeli v njihovem mestu. A da bi izpeljali ta načrt, bodo potrebovali nekaj pomoči. Četico takih pomagačev, ki razumejo, čem je pravi čar božiča. Dobrodošli v delavnici sodelavci iz vsega sveta. Izvrstna je Hans. Odlično deluje Ludvik. Lars, res so čarobne. Ampak, ali veste, kaj je pri tem najboljše? Da je bil ta srečni konec v resnici šele začetek. Bravo, Niki. Res si srčen deček. Skozi zgodbo si nam pokazal, da je čar božičnega duha v majhnih, a iskrenih dejanjih, ki prinašajo srečo in toplino v srca ljudi. Opomnil si nas, da darila niso le v škatlah ovitih s pentljami, temveč tudi v prijaznih dejanjih in nasmehih, ki jih podarimo drug drugemu. Naj vas Nikijeva zgodba navdihne, da boste v prihajajočih praznikih širili dobroto in čarobnost z vsemi okrog sebe. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Prava božična čarovnija, v kateri boste spoznali prikupno miško, ki je bila prav tako srčna kot naš današnji knjižni junak Niki. Vabeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni ter srčni in veselite se drobnih pozornosti. Pošiljam vam en Nikijev pozdravček. Čau, čau! Bravo, Niki. Si mu skrbno prav vsakega otroka. Bravo.